Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako so nacisti iskali sveti gral in stare relikvije. Nemška odprava v Himalajo, ki jo je leta 1938 vodil zoolog Ernst Schaefer, je potekala pod okriljem Heinricha Himmlerja, vodja SS-a, ki je verjel v mitološki izvor arijske rase v Tibetu. Himmler je bil prepričan, da so Arijci predniki Nemcev, nekoč živeli v tem težko dostopnem območju Azije. Skupina 5 znanstvenikov, ki so izgledali precej neurejeno s svojimi razkuštranimi bradami in anoraki, ni spominjala na običajne pripadnike SS-a. Kljub temu so jih spremljali šerpe, konji in mladi fantje, saj je bila naloga, ki jo jim je zaupal Himmler, pomembna z nacistično ideologijo. Ernst Schaefer, 28-letni zoolog, ki je že dvakrat prej raziskoval Tibet, tokrat ni iskal divjih živali, ampak naj bi potrdil Himmlerjevo teorijo o arijskemu izvoru. Himmler je verjel, da so Arijci rasa svetopoltih ljudi, modrookih ljudi, nekoč živeli v Tibetu, preden so se razselili po svetu. Nekateri naj bi zavzeli indijsko podcelino, drugi pa Evropo, vključno z Nemčijo in Skandinavijo. Himmler je prav tako verjel, da starodavna indijska Rigveda vsebuje reference na arijsko raso in njihovo sončno religijo, kar naj bi dokazovalo arijsko prisotnost v Aziji. Sredi 20. stoletja so nacistični znanstveniki pogosto trdili, da so v Srednji Aziji in Afganistanu srečevali ljudi svetlih las in modrih oči, kar je Himmlerja prepričalo, da so ti ljudje povezani z Arijci. Schaeferjeva odprava naj bi raziskovala arheološke ostanke in preučevala rasno biologijo tibetanskega prebivalstva, da bi našla dokaze o superiornosti arijske rase. Himmler je bil zelo obseden z miti o Atlantidi in nordijskih legendah in je od leta 1935 prek fundacije Dediščina prednikov spodbujal raziskovanje arijskega izvora. Prepričan je bil, da so Arijci nadrejena rasa, ki je v preteklosti ustvarila mogočne civilizacije. Fundacija je imela naloge preučevati zgodovino in kulturo Arijcev ter ustvariti nov pogled na svet, ki je podpirala nacistično teorijo o rasni čistosti. Himmler je bil od otroštva očaran nad germanskimi in nordijskimi legendami, zlasti nad starodavno islandsko Edo, ki je vsebovala zgodbe o bogovih in bojevnikih, kot so Thor, Freja in Loki. Ta mitologija je močno vplivala na njegovo prepričanje o arijski superiornosti. Njegova obsedenost za zgodovino in starodavnimi Germani je bila vidna tudi v gradu Welsburg, kjer so nacisti ustvarili tempelj za izvajanje obredov in sanjali so tukaj o svetem gralu. Schaefer in njegova odprava so v Tibetu trpeli zaradi ekstremnih vremenskih razmer, vendar so bili odločeni, da izpolnijo svojo nalogo. Če bi jim uspelo najti dokaze, bi to Himmlerju in nacistom omogočili trditi, da arijska rasa izvira iz Tibeta in da so Arijci nadrejeni vsem drugim rasam. Himmlerjeva obsedenost za miti in iskanjem nadnaravnega izvora Arijcev je bila del širše nacistične ideologije, ki je temeljila na prepričanju o rasni čistosti in superiornosti. Odprava je bila del Himmlerjevega večjega projekta, da bi prek arheoloških in antropoloških raziskav potrdili mite o Atlantidi in Arijcih kot nadrejeni rasi. To prepričanje je bilo razširjeno v nacistični Nemčiji in je temeljilo na teorijah, kot je tista iz leta 1912, ki jo je predstavil avstrijski inženir Hans Hurberger. Hurberger je v svoji knjigi analiziral ledenike in predstavil teorijo, da je led osnovna snov vseh živih bitij, kar naj bi dodatno podpiralo teorije o arijski rasi, ki naj bi izhajala iz severnih ledenih pokrajin. Schaeferjeva odprava je tako imela nalogo dokazati mitološki izvor Arijcev, ki naj bi nekoč živeli v Tibetu in zgradili mogočne civilizacije, preden so se razkropili po svetu. Himmler in drugi nacistični voditelji so pričakovali, da bodo znanstveniki prinesli dokaze, ki bi okrepili nacistične rasne teorije in legitimnost njihovega režima. Hurbergerjeva teorija o svetovnem ledu je imela ključno vlogo v nacistični ideologiji, saj je zavračala Einsteinovo teorijo relativnosti, ki jo je nacistični režim označil kot judovsko znanost.
Hurberger je verjel, da je bela rasa nastala iz božje vode, ki je na zemljo prispela z meteoriti, in iz nje so se razvili Arijci, nadljudje, ki so po njegovem mnenju zgradili Atlantido. Atlantida naj bi ležala v bližini današnje Grenlandije. Prebivalci pa naj bi po njenem uničenju zbežali proti Himalaji. Arijci naj bi imeli napredno civilizacijo, ki je poznala letala in elektriko, kar je prispevalo k nacistični ideji o superiornosti bele rase. Nemški nacisti, zlasti Himmler in Hitler, so to teorijo sprejeli z odprtimi rokami in jo uporabili za utemeljevanje rasnih teorij. Himmler je bil tako prepričan v veljavnost teh trditev, da je načrtoval ukinitev Darwinove evolucijske teorije v šolah in uvedbo Hurbergerjevega nauka o svetovnem ledu. Poleg tega so nemški znanstveniki pod vodstvom Ernesta Schafferja in Bruna Begerja na različnih odpravah po svetu iskali arijske sledi tudi v Tibetu, kjer so preučevali fizične značilnosti lokalnega prebivalstva. Beger je meril lobanje, delal odlitke glav in na podlagi teh meritev skušal dokazati prisotnost arijskih značilnosti med Tibetanci. Kljub temu raziskave niso potrdile teorije o arijskih prednikih na tem območju. Himmler je bil sicer obseden za idejo arijske nadvlade in okultizmom, kar je vodilo do številnih absurdnih raziskav. Welsburg, renesančni grad v Nemčiji, je Himmler spremenil v središče kulta, SS in akademijo, kjer so častili nordijske mite, bogove kot je Odin in arijske prednike. Himmler je grad preoblikoval v simbolično središče črnega reda, ki je bil prežet z obredi in psevdoznanostjo, ter upal, da bodo z raziskavami o nordijskih simbolih in mitskih krajih, kot je Thule, našli dokaze o zgodovinski nadvladi Arijcev. Kljub številnim odpravam in raziskavam, ki so jih organizirali nacisti, rezultati nikoli niso potrdili arijske teorije, kar pa Himmlerja ni odvrnilo od njegovih prepričanj. SS je tako ostal organizacija prežeta z mitologijo in okultizmom in rasnimi teorijami, katerih cilj je bil vzpostaviti novo arijsko elito in zgraditi Tretji rajh na temelju psevdoznanstvenih trditev o zgodovinskem izvoru Arijcev. Po srednjeveških besedilih je sveti gral kelih, iz katerega je Jezus pil med zadnjo večerjo in bil uporabljen za zbiranje Kristusove krvi med njegovim križanjem. Iskanje te relikvije, ki je postala simbol najvišjega razsvetljenstva, se je začelo v 12. stoletju. Otto Rahn, nemški raziskovalec in pisatelj, je bil prepričan, da je legendarni sveti gral arijskega izvora in da je skrit v ruševinah gradu Montesquieu v francoski regiji Languedoc, ki je bila zadnja utrdba katarske sekte. Legenda pravi, da so katarski menihi uspeli rešiti gral, ko so leta 1244 v grad vdrle katoliške sile. Rahn je prvič odšel v Montesquieu leta 1931, a mu grala ni uspelo najti. Svoje iskanje je opisal v knjigi Križarski pohod proti gralu, ki je pritegnila pozornost Heinricha Himmlerja, vodja SS-a. Himmler je bil prepričan v obstoj svetega grala in njegovo nadnaravno moč, ter Rahnu naročil nadaljnja raziskovanja. Himmler je namreč organiziral odprave, katerih cilj je bil ne le najti gral, temveč tudi odkriti izvor arijske rase in starodavno civilizacijo, kot je Atlantida, v katero je verjel kot prizorišče cvetoče arijske kulture. Rahn je v iskanju grala potoval po Franciji, Italiji in celo Islandiji, a ni našel ničesar. Vendar je kljub temu leta 1937 izdal še eno knjigo, vendar jo je nacistični režim spremenil z dodajanjem antisemitskih vsebin, kar je Rahna zelo prizadelo, saj je bil judovskega rodu. Zaradi njegove homoseksualnosti in nezadovoljstva so ga SS-ovci poslali v koncentracijsko taborišče Dachau, kjer je živel 3 mesece. Dogodki v taborišču so ga tako pretresli, da je izstopil iz SS-a. Leta 1939, kmalu zatem, je bil najden mrtev na avstrijskem Tirolskem. Uradno naj bi šlo za samomor, a mnogi zgodovinarji menijo, da so ga umorili pripadniki SS-a. Himmler je bil prepričan, da bo Rahn našel sveti gral in relikvij posvetil sobo v gradu Welsburg, kjer je postala središče okultnih ritualov SS,
kjer so častili nordijsko mitologijo. Himmlerjevo zanimanje za okultizem in mitologijo izvira iz njegove mladosti. Verjetno pa je te zgodbe uporabil za oblikovanje elitne organizacije SS, ki bi podpirala nacistično ideologijo o superiornosti arijske rase. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.